sem Irena Zajec iz Žirov, poročena Fajdiga. In živimo v Argentini že od leta 1947. Nas je bilo 8, dva brata sta že umrla, enega so pa ubili. Je bil vrnen iz tega? Vrnen v Škofjo Loko. Prvi je pravzaprav zadnji dni maja in je bil tudi, če se ne motim, 29. ubit. Ko so kopali tiste grobove tam v Škofji Loki, je moral biti tam, Mislite, ker so trije. Ste vi tudi šli v Vetrin? Ja, tudi ja. Cela familija? Ne. Naša zgodba je malo drugačna, ne? Ker žiri so bile zasedene aprila meseca. Najprej za 14 dni so prišli Italijani, potem so prišli Nemci. Vnosno so jih šli nekateri iskati. In potem smo imeli nemško oblast do oktobra 1943. 23. oktobra, eno soboto pred praznikom Kristusa kralja, takrat je bilo še tako, ne? So Nemci odločili, da se umaknejo, ker so partizani že nagajali in ne vem, kateri je bil pravzaprav čist vzrok. Dejstvo je, da so pobrali stroje, čevlje od tistih zadrug pa delavnic. In tisto soboto popoldne smo bili osvobojeni. Na nedeljo smo že imeli en miting in tako so se potem vrstili partizani. Mimo so šli tudi drugi, a je postali, se ne spomnim, Lasovi vojaki. Potem je prišla domobranska patrola do 45. leta. Od oktobra 1943. Od 23. oktobra 1943 smo bili že sami. In med tem časom smo imeli pa naši domači hiši probleme. To se pravi, so prišli, se ne spomnim kolikrat, ampak 43. leta, zadnje dni novembra, sva šle s teto v Rovte. In tisti dan so prišli in naši so se zatekli v zaklonišče. Partizani so prišli. Ja. No ja, to je, vse nekaj je popisal tudi. Je. V živalskem zborniku pa tako, ja. Dejstvo je, da takrat so metali ta prva vrata, ročne bombe, pa ne vem kaj še vse, da bi se odprla vrata. Gospa, ampak kaj so vam očitali? Zakaj so vas priganjali? Prosim? Kaj so vam očitali, vaši družini? Očitali so očetu, da je pustil dva sinova v nemško vojsko. Mi smo bili pa pred izzivom. Seveda. So bili še lahko tako hudobni, da bi nas lahko odpeljali. Dobro. Klicali so 42. januarja
Takrat so lahko imeli še tisto moč, da bi nas odpeljali. In kakšne reakcije bi lahko pričakovali od Nemcev. Ne? Tako da smo bili pred Hudo odločitvijo. pred hudim problemom. Ker smo vedeli, da bomo lahko, nas je bilo še, Ata je rekel, ne, ko se je zagovarjal enkrat, smo bili vsi skupaj, je rekel, jaz sem gledal na družino in brat se je tudi sam odločil, mu je dal prosto pot. Ta najstarejši se je moral odločiti januarja, ta drugi pa meni se zdi, da marca. Malo razlike je bilo med enimi. Da so zaščitili družino. 43 leta. Ja. Vi ste šli v Rovte, vi niste bili Ja, doma. tisto noč so pol prišli, ker so se skrivali tudi drugi, se pravi dva brata od Ata. Doma je bil še tudi brat, star 16, sestra 15, ena sestra 10. En brat je bil pa tudi že prej v Rovtah, ne vem, kdaj je šel. Dejstvo je, da so metali noter bombe in Ata se je šel pogajati po prvih vratih, po stopničkah do vhodnih vrat, ki niso bila tako varna kot tista, ki so šla naprej dol pod zemljo. In takrat, ko je on rekel, nehajte napadati, ker imam tukaj otroke. Takrat so ga po usta ustrelili. Očeta so ubili, se je še komu kaj zgodilo? Ne. Je bilo hudo, ja, ker je ena partizanka zahtevala od sestrice, povej, kdo je še noter, ki je prišla ven. Ne? Ona je jokala, še vsa krvava, in rekli, neč, puste me, grem, mene Ata ste ubili, to je no, ne. Oni so hoteli vedeti, koliko jih je še noter v zaklonišču. Ampak je v tistem rekla, trenutku imela toliko prisotnosti duha, tudi sestra, ker je bila tudi vsa krvava, pa je rekla, puste me, da grem se preobleči, ampak ko je pogledala nazaj po stopnicah, ni bilo nobenega in je ušla. Tisti brat, ki je bil takrat star 16 ali 17 let, je bil na strehi, prav za dimnikom je bil. In je čakal, da bi se vsa stvar pomirila. Ne? In se je potem. Ja, en stric je ušel skozi tisto okno, ki je bilo založeno s peskom, dočim enega strica so pa dobili. In so ga odpeljali. No ja, Pa je ostal pri življenju? je ostal pri življenju, ja. So ga odpeljali potem na Primorsko ali tam nekam, da nekaj je delal, ne vem. In enkrat, ko so ga spustili domov, je ušel. No. In ta je prišel tudi v Argentino. In vi ste se potem konc vojne odločili? Ja, to je bilo pa tako, ne. Pri 8 otrocih sem bila jaz najstarejša. Smem vprašati, koliko ste bili stari takrat? 13 let. Ja, 13 let? 13 let, ja. Moja sestra ni hotela več doma ostati. Moj brat, tisti, ki je bil takrat star 6 ali 7.
Ja, je tudi šel v Rovte, k teti. Mi smo pa še želeli dobili karte za živila, ker smo imeli vojake pri nemški vojski, ampak smo jih morali dvigniti v Škofji Loki. V Škofji Loko se je preselil tudi župan, da je imel še pač oblast, če je kdo rabil. Ker so, kaj so rabili nekateri, ki so bili v zvezi z raznimi družinami že prej izseljenimi in je on lahko imel kakšno zvezo z njimi. Tako da župan je moral biti. Ja, je mogel biti. In vsak mesec, če ne enkrat, sem vsaj dvakrat šla v Škofjo Loko s kolesom, da sem dvignila karte, pa da sem dvignila tudi vso hrano, ker v Gorenji vasi bi dobila samo za en teden. Dočim tam sem pa lahko dobila kakšne stvari za cel mesec. Mama je bila brez moči, je vidno hirala, vidno je slabela, tako da sem bila edina, ki sem lahko šla ven. In sem mi držala zvezo tudi z mojo sestro, ki ni hotela priti domov. Moj brat je šel k domobrancem, ki ni imel druge možnosti, kar v Rovtah. In tako smo bile s hčerko od župana, tudi že v šoli prijatelje, in smo hodile s kolesom neštetokrat v Škofjo Loko, to je 28 kilometrov. Ampak včasih sem šla pa tudi Marto obiskat, ali pa še nekaj nesla. Brata, ki je bil potem v Gorenji vasi tudi. In enkrat je bila ena taka, rekla, kontrola. So prišli rovterski domobranci. Takrat je bil komandant doktor Prapor. Ena hčerka piše v Slovensko zavezo. Takrat je bila stara ene 3-4 leta, 5. Moramo pogledati. In je prišel k nam in je rekel moji mami. Gospa je rekel, ko se spomnim, da sem bila v hiši. Je rekel, naslednjič, ko se umaknemo, se mora tudi ona, pa je pokazal na mene. Ne? In ta prvič, ko so se umaknili, so se 5. maja. In takrat so šli tudi. Ja, Ančka je prišla s kolesom mimo in rekla, jaz grem. Kaj ćemo narediti? Mama tudi ni vedela, kako in kaj. Sem rekla, jaz grem. Si se jih bala? Rdečo ruto, rdečo zvezdo. Po vsem tem, kar sem slišala, kadar so prišli, še dan se jih bojim. No. Tako da, Pa je mama ostala ali je šla? ja, ne, mama je bila švok, da če bi jo peljali, ne bi prišla do nekaj. Kdaj ste jo potem videla spet mamo? Prosim? Kdaj ste mamo spet videla? Po 5. maju? Šele iz Argentine. Aha. No, 5. maja smo šli z Ančko na kolo in smo prespali v Gorenji vasi, pri Peternelovih. Potem smo prišli drug dan v Maši, v Škofjo Loko in smo prespali tam nekje pri Žabnici. Potem pa nič več ne vem. Smo šli skozi Kranj, pa na kolo, a včasih na kolo sem stopila, včasih pa zraven. Tako da smo prišli preko tunela
Skozi tunel? Ste šli skozi tunel, ki ga ne morem pozabiti, zato ker noter je bila tema, voda, blado, ene tračnice, sploh ne vem kako. Ampak sam, da smo šli stran, sam, da smo šli ven, sam, da jih ne bi več videla, jaz bi šla kamorkoli. In smo prišli tako po parih dneh do Celovca. Ne? V Celovcu smo morali pa počakati in se dobro spomnim, da sem sedela na kolesu, pa sem se držala ob eni ograji. Pa je eden rekel, partizani so že v Celovcu. Ne? Aj, takrat me je pa še danes me stresa. Zdaj, še nismo pustili nekje do. Dobro, in smo prišli potem z enim dovoljenjem, ne vem katerim. Jaz takrat se nisem, jaz sem se pridružila teti pa tistemu krogu. Smo bili tam v šoli, v eni šoli. Smo bili med prvimi, tako da mi sploh nismo šli v Vitrinje. Ja, in v tisti šoli smo bili na neki, mogoče 2 dni ali 3, ne vem, ampak ne morem pozabiti, da je bil ta prvi doktor Poštovan, ki je potem živel ne vem koliko časa v Trstu. In je nas naučil ta prvo angleško opozorilo. Ne klicati Hilfe ali pa karkoli, ampak v angleščini protection please. To se spomnim, da nas je naučil. To je taka prva angleška krilatica, ne? Protection please. Ker so menda že lovili nekatere in so bili nekateri tovornjaki s partizanskimi vojaki, pa z angleškimi skupaj in nismo znali to razložiti. Ampak smo imeli srečo, da so nas naložili na kamione in smo prišli tako prve dni septembra. Zaprav, mi smo šli 5. maja, ampak potem smo bili tam nekje v Forli, pa v Udinah. A ste šli v Italijo? Smo že šli, ja, preko Beljaka, preko Filaha smo prišli, ne vem, v Udinah je bilo en taborišče, potem je bil junij pa julij. Smo bili do 25. avgusta v Monigo pri Trevizu. Ja. Potem smo pa šli, spet potovali do 5. v Serbiljano. V Serbiljano smo se pa ustavili na dobro leto. Ne? Hvala lepa, gospa.